Čau! A ta stvar zakaj je? Sponzor tega videa. Ja, sponzor tega videa je igrica Match Masters. Ful zasvojljiva in nisem jih hvaležna samo jaz, da so sponzorji, ampak boste še bolj hvaležni po mojem vi. A zakaj vprašate? Zaradi tega. Ja, freaking iPhone 12 lahko zadaneš. Zdaj te pa že zanima več, a ne? Zelo simpel je. Spodaj je link, klikneš link, se odčlaneš na turnir. Skratka, pomembno je, da se joinate turnirju na temu linku spodaj, ker potem bom jaz vedela, kdo od vas je bil najboljši in tiskaj je bil najboljši, da sem prišel v moj video. Tudi tiskaj, čez vedno proste in zdaj lahko prijete v moj video. Igrica je totalno awesome in zasvojljiva, tako da dobiš zabavo, mogoče iPhone 12 in pa treniraš možgane. Če se podaš v to, zgubiš nič ne moraš zgubiti, ok? Nula! With that said, gremo v video. Kaj če bi dala klobuček gor? Bel klobuček za true crime. Ja? Ne? Ful mi je všeč. Ampak ne paše, ok, na sred ga dol vrgla, ko mi je bo vroče rata. Scenarij rabim. Ta true crime, kjer bomo danes govorili, je zelo nov, aka konc maja 2021 nov, ampak iz Amerike. Spet tole se dogaja. Na Floridi je, kdo bi si mislil. Se je klobuk sam odločil, da ne bo gor. Florida, chill, ne enkrat ne rečem. Glavno, v tem primeru, v tem videu bomo govorili o smrti 13-letne punčke Tristan Bailey. Tako, kot se pogosto zgodi v naših true crime, gre za eno sosesko, ki je bila čist mirna, čist nenavarna. Vsi so bili ful povezani med sabo. Ona je hodila v Patriarchs Oaks Academy na Floridi, bila je navijačica, bila je priljubljena, navijačice so vedno priljubljene. Glavno, kot vidite, res noro simpatična punca, ampak ni pa še dejansko, čeprav bo vse jasno, ni še uno zaključeno v smislu cek, ta pa ta je kriv. To pa še fali. To opazili, da je bila ona pogrešana, je bila nedelja zjutraj in ne katerakoli nedelja, ampak materinski dan v Ameriki, pri nas sicer ne, tam pa. Da si predstavljaj, da kot mamica prideš, potrkaš, Tristan, in ni noter. In valjda panika, ne, in so zelo hitro tudi nagnali akcije take in drugačne. Prva akcija je potekala med njimi, med sosesko kot tako, ko so se ful povezali, ful združili, vsi so bili na vezi in šole in vsi sosedje, vsi znanci, vsa družina, vsi prijatelji, vse je bilo ful lepo povezano, vse je potekalo, vsi so bili povsod, policija je bila povsod. Res akcija, da se reče. Ampak oseba, ki jo je pa dejansko najdla, je bil pa en naključen jogger, mislim naključen. On je šel sicer teč, se je pa tudi odločil mečkan tako izven poti, mečkan levo, desno, gor, dol. In je tudi zavil do enega jezera, oziroma celo najbližjega jezera njenemu dejanskemu domu in je najdel truplo. To truplo ni bilo v kakršnikoli obliki, bilo je v zelo slabem stanju, v grotesknem stanju, v groznem stanju. Zelo hitro je razvidno, da je bila zabodena na vse možne grozljive načine. Truplo je bilo najdeno po 16 urah aktivnega iskanja in sicer 9. maja. Torej vse skupaj se je zgodilo po noč 9. maja ali pa 8. maja. Torej to mestece, ki prej nisem omenila, je St. John's County na Floridi. Najdena je bila ob jezeru, kot sem omenila, v enem takmu gozdnatmu mini območju, tako ne da je gozd, ampak neko šuma, šavje, neki dreves. Kot sem rekla, je nov primer in veliko informacij še niso želeli spuščati publiki, dokler pač nima nekega smisla to početi in vse, kar so takrat ljudje izvedeli in je bilo po novicah, je to, da je bila res ogromnokrat zabodena. Tako kot so dobro začeli s samo preiskavo, so tudi dobro nadaljevali in so šli zelo intenzivno preiskovati nadzorne kamere, kar je zelo smiselno, sploh v takih soseskah, kot je bila takrat. Ta soseska je bila bogata, tako upper bogata, prav viceno po slikah, da so one res en level po Jeffree Starom, ne zdi več, ok, to ne, ampak take hiše načeloma imajo nadzorne kamere, ker nikoli ne veš do Evropa, ali sej mirna soseska, ampak pač probaš, če si lahko takole prvošel zaščito, jo boš imel. In ko so pregledovali te nadzorne kamere, so prišli do nekih zaključkov, oziroma zelo pomembnih, velikih dokazov in zaključkov. Tristan so našli na eni izmed nadzornih kamer nekega centra tam, kako je hodila po parkirišču in to je bilo ob 1:15 zjutraj. Kar pove, da če ni šla ven z dovoljenjem staršev, je očitno ta večer pobegnila ven. Ne vemo zakaj, vemo pa, da se je dobila s fantom Aidenom. Aiden je bil pa tale fant, njen sošolc, star 14 let. Ona je bila 13, če nisem omenila. Res zelo simpel in lepo se razbere, kako sta ona dva bila skupaj in ona je lepo prostovoljno z njim odšla v ta gozdnato območje, ki sem ga prej omenjala, ob jezeru. In tudi zelo jasno in nazorno je, kako se je samo on vrnil nazaj brez nje.
O njej vemo zdaj to, da je bila ogromnokrat zabodena in vemo tudi to, da ni bila posiljena, ker je imela na sebi še vedno v bistvu vsa oblačila, s katerimi je tudi šla v ta gozd. Ne, da to pomeni, da ni bila posiljena, ampak pač po preiskavi, po obdukciji so dokazali, da ni bila posiljena. Pa tako logično pod takmu huge dokaz narediš kaj, ja, valjda greš k temu največjemu osumljencu, to je bil ta Aiden, grejo k njemu domov. On je živel dobesedno samo, mislim, da približno 1 kilometer proč od tega jezera. In kaj se pa je zgodilo? Njega natrpajo policijski avtomobil in on posname tale selfie. Ne vem, je šlo to na Snapchat ali na Instagram, ampak on, ki je bil po vsej verjetnosti kriv, ne moreš reči, da je bil kriv, dokler ni vse v nulo dokazano, ker je to prepovedano reči, ampak v njegovi sobi so našli krvava oblačila, prepojena z njeno krvjo. Ne njena oblačila, ampak njegova krvava oblačila. Policisti pa kriminalisti so dalje raziskovali jezero. Zdaj, ljudje so se sprašali, zakaj, ampak edina logična razlaga je bila, da zaradi orožja. Tega še niso našli. In po enem dnevu so ga. Najdel so zložljiv pocket knife, oziroma malo večji kot tisti najmanjšo, nekaj srednjega. In pa takrat je prišla tudi že ven novica, kaj, oziroma kolikrat je bila punca zabodena. Zabodena je bila 114-krat. 114 zabodov v človeško telo, v meso, v kosti. Bizarno mi je, ker je to 114 možnosti, da rečeš, včasih bo dost. In kdorkoli je že to naredil, in tukaj je nekaj zelo groznega zadaj, ker to je pač, definitivno se je pač odločil, ni 114-krat spotaknil, ne. Ok, Aiden je normalno ostal v nekem juvenile priporu, ni bil v tistem odraslem, bil je nekako še vedno ločen od teh, bil je zaslišan milijonkrat in on še vedno do zdaj, če se ne motim, vse zanika in dokler nimajo res ne vem koliko kakšnih trdnih dokazov, pač ni uradno kriv. Smešan je, ker njegovo sodišče predvsem poteka bolj po Zoom callih, zaradi pač korone, I guess, in enkrat izim, da se je jokal, ker jaz vem, drugače pa odgovarja čisto nonšalantno, brez čustev. Sodniki pa policaji so mnenja, da če je on kriv, kar verjetno je, bi ga čakal doživljenjski zapor brez možnosti pogojnega izpusta, ker se jim zdi nekako primerno, avtomatično pa za 14-letnika odpade smrtna kazen, torej ne morejo mu pa vzeti življenja. Zdaj, ko gre za ful klasičen primer, ker veste, da se vse možno govori in odvija tudi na spletu, da vsi govorijo o tem, da se je oglašal ogromno ljudi, ki so poznali ali Aidena ali Tristan in imajo kaj zapovedati in ful so mnenja, da mogoče ni bil vpleten samo Aiden, da je bilo več teh mladih, ki so bili mogoče krivi, ki so bili mogoče prisotni. Nič od tega ni potrjeno, nič od tega ni bilo na kamerah, tako da ne morem o tem nič trditi, mogoče če prišli updati, bom še govorila o tem. Najbolj grozna stvar, nekaj imam v uču, ki pa kroži po internetu, je pa to, kako še vedno ljudje razmišljajo. Ena logika, ki se pojavlja, je v smislu, a moram res nekoga ubiti, da ratam slaven. Očitno se pri mladih zdaj ogromno vrti krog tega, da grejo stvari viral. Druga stvar, ki kroži, ki pa mene razjari, je pa to, da če se pa punca ne bi tako oblačila, se je pa ne bi nič zgodilo, no. Punca se lahko zaradi mene naga sprehaja, pa še se mora kaj spremeniti freaking mentaliteta moških in kogarkoli, ki to obsoja, da je v tem problem je v tej mentaliteti, da če pa... A dejte, no, sploh brez veze gledati, outfit, kriv za umor, just ne, alo, to nikdar več noben na tem svetu ne reče. Anyways, bom nehala, ker prečezna tukaj ratam. Bizarna novica je prišla vmes ven in sicer, da je bil nož odlomljen, konica je bila odlomljena in po vsej logiki je on končal za zabadjanjem izključno zaradi tega, ker je bil nož polomljen in ni mogel nadaljevati, pač ni bilo več prijetno očitno. Tako da, prvih 49 zabodov je nastalo v fazi tega, da se je ona borila nazaj, ker so na takih lokacijah, na rokah, na nogah, na obrazu. Ko se je ona borila, očitno se je res borila, ker se je borila 49 zabodov. Kar se pa Aidena tiče, je pa najbolj bizarno to, ker govorijo njegovi prijatelji zdaj, ki pričajo, da je on že en mesec prej govoril o tem, da želi nekoga ubiti, da bo nekoga ubil, da planira to in da bo to naredil v naslednjem mesecu. Mene zanima, kaj ljudje razmišljajo, če imajo nekoga v življenju kaj takega izjav, zakaj so ti, zakaj nič ne rečejo, zakaj taka zabadanja. Mislim, tole je sploh primer tak hladen, se meni zdi, ker je moški oziroma fant, ki je preprosto hotel nekoga ubiti. Isto ful grozen je, da vsem članom Tristanine familije, sprav familije v te punčke grožnje pošiljajo, no. Zdaj, če se v primer sam tako zaključil, kot on je, Aiden je kriv in to je to, itak nima smisla še enega videa delati.
Če so pa še kaj zakomplicirala, ali pa če jih bilo več upletenih, pa mogoče delam part 2. Zaenkrat je to, Alien Mama out, se vidimo naslednjič, čau!